Spoznanje več. Predsodek manj. V tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj se bomo sprehodili po aktualnem dogajanju, pogledali tudi v minulo, saj se nekatere zgodbe vlečejo kot jara kača in se nikakor ne rešijo. Odzivamo se na dogajanje v vladi in zunaj nje, pogledali bomo tudi k zdravstvu. V studiu pozdravljam dva gosta, akademika dr. Janeza Juhanta in Janeza Remškarja. Lep pozdrav obema. Dober dan. Dober dan. Najprej morda, dr. Juhant, en vaš komentar na aktualno dogajanje v cerkvi, glede na to, da imamo novega, oziroma ga še nimamo, novo imenovanje je koprski škof. Ja, sem presenečen. Mislim, da je škoda, ker ni kakšen primorski duhovnik, ki je po moje bolj poznan in tudi bolj pozna razmere tam, dobil tega mesta, ampak tisti, ki na tem bdijo, verjetno že vedo, kaj hočejo in tega pa mi ne vemo, zato si včasih smo začudeni, ampak Bog ima tudi svoja pota in verjamem, da bo tudi to pripeljal tja, kakor je treba. Čeprav včasih zaradi tega marsikateri kaj trpijo, ampak tako je pač v življenju in tudi v cerkvi ni dosti drugače. Upam pa, da bomo vsi ob tem nekako se tudi vprašali, kako rešujemo svoje življenjske poti v veri, predvsem pa odgovorni, kako poskušamo tudi drugim omogočiti, da bodo bolj trdno in bolj živo, predvsem pa bolj zavzeto za vernike, za tudi vse državljane, ker končno tudi vsi odgovorni v cerkvi smo na nek način ne samo luč svojim vernikom, ampak smo tudi luč vsem državljanom in to si želim, da bi tudi v teh zahtevnih časih še posebej bili seveda slovenski škofje, duhovniki in končno tudi vsi verniki. Gospod Remškar, verjamem, da je novica tudi vas dosegla. Me je dosegla. Tudi, torej jaz mislim, nisem tako upoznan s to problematiko v cerkvi in bi pravzaprav sem razmišljal enako kot moj sotrpin na današnji oddaji, akademik. Torej, skratka, mislim, da je seveda za ljudi, ki živijo v tistem okolju, nekako pražljivo, seveda pa sem prepričan, da obstojajo razlogi, zakaj so se tako odločili v vrhu organizacije, ki deluje že več kot 2000 let in to je izjemno pomembno. Torej vsi ukrepi, vsa stališča so premišljena in dorečena. Zdaj pa gremo k političnemu dogajanju, pa morda še en pogled z vajine strani, glede na to, da oba delujeta tudi v civilni družbi, oba sta v Zboru za republiko, vi, dr. Juhant, delujete tudi kot predsednik društva Združenje Oblipi sprave. Najprej vprašanje, kako ocenjujete delovanje civilne družbe v državi? Večkrat slišimo, da ima njen levi pol veliko večje možnosti in tudi finančne spodbude in tudi močnejši glas v medijih. Kako vidva to doživljata? Ja, predvsem je gotovo res, da imajo te organizacije, saj so pravzaprav po mojem skoraj vladne, ne vladne organizacije, kakor bi to človek pričakoval. Veliko večje tako medijske, vsaj pri vladnih medijih, ki pa so pravzaprav vse bolj postajali in so postali večinski. Poleg tega pa seveda tudi finančne možnosti. Če imate vi, to lahko rečem sam kot predsednik društva Združenje Oblipi sprave, če ste pravzaprav za vse sam napisati stvari, voditi stvari, omogočiti tudi, da stvari pridejo v javnost, kar tudi v naših razmerah ni tako lahko, potem je seveda to čisto drugače, kako če imate vi ekipo ljudi, ki vam pripravijo tako strokovna mnenja, ki vam potem tudi zadeve, ki se objavljajo, pregledajo, ki jih potem tudi usklajujejo in tako dalje. To so seveda drugačne možnosti. Ampak jaz sem osebno prepričan, da glasu se nikomur ne da vzeti, pa tudi ne nam, ki imamo takšne organizacije, tako da je morda včasih celo bolj živo to delovanje, pa tudi bolj zavzeto, pa tudi bolj srčno, ker je pač
več osebnega angažiranja, osebne dejavnosti, tudi zavzetosti in seveda tudi s tem verjamem tudi tistega človeškega, ker na vse zadnje sem prepričan, da naj bi vse to služilo temu, da bomo ljudje se bolje razumeli, da bomo bolje sodelovali in da bomo tudi bolje vsak posebej, pa tudi kot celotna skupnost, ne samo v tej civilni družbi ali pa na tej ali oni strani, ampak kot celota, kot narod, bolje shajali in tudi imeli boljšo prihodnost. Gospod Remškar. Glejte, jaz osebno ocenjujem, jaz sem seveda zdaj nastopil, ne prevzel, kot je mogoče nekje zapisano, vodenje tega spoštovanega organa oziroma civilne družbe, v kateri so dejansko izjemno pomembni predvsem za samostojno Slovenijo ljudje, ki sodelujejo v tem zboru za republiko. Torej, jaz osebno ocenjujem, da poleg cerkve, delovanja cerkve na civilnem področju, med mladino in tako naprej. V bistvu na desnici nismo uspeli ene resne nevladne organizacije organizirati. Morda je ta kritika preostra, vendar to je moj vtis. To je tudi posledica vseljevanja mnenja, vse, kar je organizirano oziroma upeljano v politiko, da je to nekaj slabega. Skratka, to nam prodajajo vsi mediji in ljudje se počasi, sploh pa mladina, distancira od tega. Žal, jaz trdim zdaj kot recimo trenutni enak med enakimi, da se more ravno zbor za republiko v taki sestavi, kakršne, ker smo dekleta in fantje z vseh vetrov, organizirajo tem, da resnično torej, povečamo moč desne sredine. To naj bi bil ključen cilj. To je ključen cilj in če bomo v nadaljevanju, bom lahko še kaj drugega povedal v zvezi s tem. No, kajti verjetno bo potreben nek zasuh, kajti delo sedanje vlade je milo rečeno slabo. V tem tednu bomo dočakali zaslišanje še ene ministrice. Vlado je v celotnem mandatu zapustilo že 9 ministrov. Na resor digitalne preobrazbe se pripravlja nekdanja ministrica za delo in aktualna generalna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer. Torej, lahko bi rekli tudi pri tem imenu znova brez presenečenj, znova Šarčev kader. Dr. Juhant, vaš pogled na vse te menjave in tudi na to zdaj zadnjo, do interpelacij pa še pridemo v nadaljevanju. Ja, gledajte, zelo preprost odgovor na vse to je, da pač popularnost ali, če hočete, vpliv vlade pri ljudstvu pada in da je padel popolnoma, bi rekli, na najnižjo raven, kar jih poznamo doslej, kolikor je meni znano. In seveda to tudi veliko pove, ampak to pove še več tudi o nekako temu, da vse te stvari funkcionirajo ali delujejo tudi na podlagi tega, ker se vsiljujejo določene medijske resnice o tej vladi, da se zakrivajo njene negativne plati, pa kljub temu seveda vpliv vlade pada, da se tudi ne izpostavljajo problemi, ki jih ta vlada počne s svojimi ukrepi, se pravi, da imamo vedno manj upokojenci, da imajo vedno manj delavci oziroma zaposleni, da se dela nove privilegije, ki smo mislili, da jih v demokratični državi ne bo, da ne ponavljam, ampak ljudem pa gre vedno slabše. Mislim pa, da tudi demonstracije, ki so bile zdaj recimo v zvezi s sodstvom, pa vse druge, tudi kažejo na to, da ljudje postajamo vedno bolj nezadovoljni in le tako se da kaj spremeniti. Ko vidimo vsi, ne glede na to, da se stvari olepšujejo, da zadeve ne grejo tako, kot je treba, potem se bomo pač odločili drugače. Morda, gospod Remškar, vendarle še bolj splošna ocena glede menjav, ki smo jih dočakali v
v tej vladi, veliko jih je bilo. Je to vas presenetilo ali glede na to, kako so začeli, niti ne? Ne, moram reči, da me sploh ni presenetilo, kajti novo nastali obrazi niso imeli nobenih kvalitetnih kadrov, za izjemo morda nekaj posameznikov. Prvič, kvalitetnih v stroki, drugič pa seveda sploh daleč od politike do sedaj. Jaz morda bi kar ponovil uvodno misel gospe Rosvite Pesek v knjigi torej Samostojna Slovenija, ko začne z stavkom: zgodovina nas uči, vendar učencev ni. In to se vedno in vedno ponavlja. Vedno imamo nove obraze. Kaj nam je ta novi obraz pripovedoval pred volitvami? Govoril je o fašistih, govoril je o temnih silah. Jaz sem se tam videl kot temna sila, ker sem razmišljal drugače kot drugi. Ampak poslušajte, saj smo v demokraciji. To enostavno ne gre. In kaj so delali mediji? Nič. Skratka, mi smo v resni krizi, kar se tega tiče, in nenazadnje moram reči, da se ta stvar kar nadaljuje. Spet, vse to se bomo verjetno pogovarjali, spet se ponavljajo dodatno novi obrazi, ampak to tako enostavno ne gre. Rešitve niso v novih obrazih, rešitve so, če gledam, dr. Juhant je že omenil stroko, svojo stroko, v razmisleku, kako in na kakšen način bomo dejansko prišli v strokovnem smislu naprej, v organizacijskem smislu naprej, v finančnem smislu naprej. Ampak o tem pravzaprav v tem, kar se sedaj sprejema, ni nikakršnega govora. Jaz bi temu dodal samo en stavek v zvezi z demonstracijami v Celju, da je recimo radio Slovenija oziroma televizija Slovenija pripeljala avto v množico in da je bil tam človek, ki je nekako ljudem, če tako rečem, očitno grozil z orožjem. To je pravzaprav popolno neprofesionalno in seveda tudi izrabljanje stroke, to se pravi v tem primeru medija, Radio Televizije Slovenije, ki je nacionalni medij, za svoje podvige, da bi nekako omogočili, kako množico še bolj zmesti in nekako celo sprovocirati nek incident, ki se hvala Bogu ni dogodil, ampak to kaže, kako daleč so pripravljeni ljudje iti. Mislim, da je prav, da to spregledamo in da se tudi tega zavedamo. Zame je bila ta čista provokacija. Kaj si gledal sem na različnih televizijah, kaj je pokazala nacionalna televizija in kaj so pokazale druge televizije. Skratka, možakar v civilu s pištolo, ja pa kam smo prišli? To je provokacija. Da ne govorim o reporterskem avtomobilu, tista ulica je v bistvu, ne bom rekel, da je zaprta, ampak je zelo kratka, samo do občinske stavbe, do parkirišča, in novinarji bi mirno lahko parkirali pred to množico. Še ob polnoči istega dne je bilo pa na MMC-ju rečeno 20 udeležencev je bilo. Potem so pa seveda to nekoliko spremenili, seveda niso pokazali celotne. Da se vrnem k avtomobilu, da je ta avtomobil, bom grdo rekel, rinil med tisto množico, s tem, da so tisti ljudje, ki so tam bili, seveda že a priori niso bili naklonjeni nacionalni televiziji. Kaj so pričakovali? Sej bom rekel, sej so premalo dobili. Sem provokativen tudi jaz. Se pravi, je potem ena dodatna skrb, kaj se dogaja s policijo, kaj se dogaja, zdaj doživeli smo to novo interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja, sicer zaradi imenovanja generalnega direktorja policije. Postopek je bil očitno speljan napačno, lahko bi nekdo rekel, s temi direktorji policije so same težave, ampak tudi z ministri. Se pravi, veliko dogajanja na tem področju, prav na tem resorju je bilo tudi v preteklosti in očitno se nekako ne razumejo najbolje, kaj naj bi počel minister, kaj naj bi počel direktor, kakšne so pristojnosti koga, kdo se skupaj vodi. Kaj pravite, doktor Juhant, nas lahko skrbi tudi za to varnostno plat naše države? Seveda nas mora skrbeti, ker to, kar
kaj naj počne direktor, kaj naj počne minister, je zelo jasno zapisano in tudi to veljajo ustaljena pravila v vsaki demokratični državi in seveda tudi že zaplet, ki se je pojavil med odstopljeno nekdanjo direktorico in potem tudi prvo ministrico za notranje zadeve in pa potem sedanjim predsednikom vlade, kaže na to, kako so zadeve pravzaprav kljub vsemu temu, da skrbijo za to, da bi jih pokazali prav, ušle iz rok. Seveda razlog pa ni v tem, kako je ravnala ta ali ona ministrica ali ta ali oni direktor, ampak gre za to, da nihče ne spoštuje več pravil. Recimo najbolj jasno se je to pokazalo tudi v zvezi z ministrom za finance, ki je gotovo moral, kakor je znano, odobriti nakup one stavbe, pa se dejansko potem tistega poročila, ki ga je napravilo Računsko sodišče, se je prilepilo nekako oznaka, kakor da gre za provokacijo, v bistvu pa gre za zelo jasno sodelovanje pri nepravilnih in tudi seveda za državo in za našo skupnost škodljivih poslov. Gospod Remškar. Lahko samo nadaljujem. Glejte, povsem jasno je, da uradniški svet ni dal podatka o pogojih, ki so bili predpisani. To je zamolčal in podal pozitivno mnenje, kar je seveda vlada sprejela in minister to potrdil. In so gospoda Jusića imenovali za generalnega direktorja policije. Prvi sklep uradniškega sveta je bil kontaminiran in to se je nadaljevalo. Še več, v nadaljevanju se je pokazalo, kot so sami rekli, da so do zdaj vedno tako delali. To se pravi, sami so se obtožili. Moram reči, jaz sem bil dolgo obdobje, 5 let, direktor direktorata na ministrstvu od 4 do 11. Ko sem kandidiral, sem imel prvič mogel imeti pogoje, ki so pač bili izpolnjeni, poleg tega sem delal izpit iz evropske zakonodaje. Zdaj pa kar po domače. To je nedopustno in to za, bom rekel, najodgovornejšo imenovanje ministra. Po domače, ne gre tako. Jaz mislim, da je tu treba stvar ustaviti. Moram reči, da profesor dr. Rajko Pirnat je bil zelo jasen. In zdaj, karkoli je včeraj zvečer sem poslušal ministra, se norčuje iz nas. Torej, jaz ne vem, kaj bomo morali Slovenci še doživeti, da se bo to prekinilo. Dobesedno gospod Poklukar, notranji minister, se norčuje iz mene, da ne bom drugih imenoval. Doktor Juhant, pri še eni instituciji se lahko ustavimo v tej vladi, ki je na udaru, Računsko sodišče. Večkrat je presojalo ravnanje vlade kot problematično, tako pri nakupu stavbe za sodišče, kot še pri nekaterih drugih stvarih. Zdaj so mu preprosto rezali sredstva v proračunu. Se strinjate, da gre za poskus utišanja? Ja, tega ni mogoče označiti drugače, čeprav je predsednik vlade rekel, da ne gre za to, oziroma mislim, da finančni minister, ampak če so tako direktno rezali in če je tudi samo vodstvo Računskega sodišča to tudi javno povedalo, potem je popolnoma očitno, da gre za kaznovanje, tako imenovano v narekovaju, seveda tega, da je Računsko sodišče ravnalo zakonito in je vlada opozorilo, da pač ni, oziroma ministrstvo opozorilo, da ni ustrezno poslovalo in takšno maščevanje seveda vodi v še večji kaos, ki ga imamo v državi in seveda s tem se ne moramo sprijazniti. Gospod Remškar, kako ste vi spremljali to dogajanje? Torej, jaz sem pač toliko, koliko je dostopno, ravno isto razmišljam kot dr. Juhant, tukaj nimam nič za dodati. Morda bi pa za prejšnji del vendarle dodal, pazite, levica, pustimo levico, je proti takemu ravnanju ministra Poklukarja. Tudi ponosni naslednikov komunistov so bili proti, da je to nepregledno in nepravilno. Me prav zanima, kako bodo glasovali. Ker če bi bili pošteni,
čeprav jaz to zdaj bom direktno rekel, tako kot jaz vidim in doživljam, poštenost je pri nas sprofanirana in je to pravzaprav za tistega, ki je pošten, neumnost. V tako neurejenem sistemu bi mogli ostati pri sedanji oceni in seveda podpreti interpelacijo. Še enkrat se vračam na Računsko sodišče. Mislim, da je predsednica jasno povedala, ni se upala jasno in glasno povedati, da je to nič drugega kot primitivno maščevanje. Ne nazadnje, če Ministrstvo za zdravstvo ob tem, kar se dogaja v Mariboru na gradnji onkološkega poslopja za potrebe onkologije, nima v svojih finančnem razrezu teh financ, je to spet popolnoma neodgovorno. Kajti to se gradi, še jaz sem bil na ministrstvu leta 2010, ko se je to že delalo in potem seveda se je bilo plan, da se bo to nadaljevalo stopensko. Torej, to je absolutno neresno. Strani vlade, strani ministra za finance. Leto 2024, če se zdaj malce ozremo še na to leto nasploh, v Sloveniji so ga poleg evropskih volitev zaznamovali posvetovanje referendumi. Ljudstvo je povedalo svoje, evtanazija oziroma pomoč pri samomoru je dobila potrditev, zdaj je sicer vse potiknilo, vendar smo dobili novo poleno pod noge. Ustavno sodišče je presodilo, da bi morali tudi samskim ženskam omogočiti oploditev, ker da je trenutna ureditev diskriminatorna. Torej 23 let po referendumu se zadeva znova vrača, takrat smo glasovali proti večinoma, zdaj bodo očitno to spet potegnili na plano. Po drugi strani pa je neverjetno, kako se za otroke v maternici, ki so plod neželene nosečnosti, ne borijo, ampak postaja otrok kot pravica, ne pa pravica otroka samega. Na njo se pač ne misli. Doktor Juhant, vi ste moralni teolog, kako vi vidite to problematiko? Seveda večkrat poudarjamo, da je korist otroka tista, ki je ključna, tudi nekateri ustavni sodniki so to povedali v ločenem mnenju, a vendar ustavno sodišče je presodilo, kot je presodilo. Kaj zdaj? Ja, gledajte, zato ni treba biti moralni teolog. Po mojem, da je dovolj, če je človek kolikor toliko pošten do sebe, do drugih, da reče, da imajo tudi otroci pravico in seveda po našem prepričanju ali po mojem prepričanju, pa tudi po prepričanju številnih ljudi in tudi vedno večjim tudi prepričanju ljudi po svetu, ne samo zdaj, ko je recimo Trump razglasil, da bo te stvari začel bolj problematizirati, ampak tudi številni v Evropi in po svetu se zavedajo, da je pravzaprav otrok izvor našega življenja in tudi izvor vsake družbe. Zdaj, če otroke zatiramo in dajemo pravico staršem tem, onim, tretjim in tako imenovanim nepopolnim starševskim družinam, to se pravi, če damo zdaj recimo možnost, da lahko imajo otroke neporočene ženske in da se zato tudi umetno oplodijo, s tem otroka oropamo obeh staršev, kar je normalno za otrokov razvoj. Potem pritožili se bodo lahko tudi moški, da imajo oni prav tako enako pravico, zakaj pa ne, če imamo vse pravice, ampak otroci se pa ne morejo pritožiti in to je katastrofa te družbe, ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. In recimo zanimivo, ameriški mislec Gaston je rekel, ko so v Ameriki tehtali pravice, recimo, pa je šlo za to, da te pravice imata moški, ženska in recimo prihaja do pravice recimo ločitve. Ampak ključni problem pa nastane, kakšno pravico imajo pa otroci, ki imajo pravico do obeh staršev. In Gaston zelo jasno pravi, otrok je žrtev tega. In tako so otroci žrtve vseh teh procesov, ki jim ni konca, če tako rečem, v naši družbi. In s tem se nenormalno začenja človekovo življenje, ker ne more
otrok v normalnih razmerah odrasti, ne more tudi ne priti na svet. Skratka, to pravico pa nihče ne brani. In zato je to tako katastrofa za družbo, ampak dolgoročno pa to pomeni tudi propad družbe. Ne smemo si delati utvar, da je to samoumevno, recimo, da bo pač družba nekako tako živela. Ne bo živela, ker enostavno to dolgoročno ni vzdržno. Ljudje rabimo za svoj normalen potek v življenju ali da shodimo, rabimo očeta, mamo. To so nekako psihološko popolnoma normalni pogoji, ki v vseh družbah so bili kot temelj zdrave družbe, kot pogoj, da ljudje živimo. Seveda to povzroča vse določene žrtve, ampak družba brez zauzemanja drug za drugega enostavno ne more živeti in preživeti. In zato so te stvari tako kočljive in družba, ki tega seveda ne spoštuje, dolgoročno ne bo mogla živeti. Bi pa še čisto konkretno k tej naši, recimo, zadevi, jaz mislim, da je tudi katastrofa, recimo, da se o tem seveda bo treba tudi najbrž narediti enkrat referendum in če seveda spet ta vlada, ki vse referendume, ki niso všeč, preprečuje ali pa ta koalicija, potem je seveda to tudi družbeni samomor. In tudi tega je prav, da se zavedamo. Moram pa reči, da je pa seveda problem še večji, namreč naša družba v vseh ozirih pri nas, pa tudi seveda v širšem svetu nekako vedno bolj poudarja pravico posameznika. Že naši predniki, recimo misleci kot Mahnič, Ehrlich, Ušeničnik in tako dalje, so opozarjali na to, da neka popolna liberalizacija, to se pravi popolnoma osamosvojitev človeka, da bo sam lahko vse dosegel, vodi v propad družbe, ker je to na račun drugih. Samo vzajemna družba, kot bi rekel Andrej Gosar, se pravi družba, ki sodeluje, ki je pripravljena upoštevati sodelovanje in omogočiti, da nekako stopimo skupaj, bo lahko zagotavljala zdravo družino, bo omogočala tudi zdrav narod in tudi dolgoročno, če hočete, državo. Zato je nemški ustavni teoretik Birkenfelder rekel, da ta družba enostavno ne zagotavlja več temeljev, s katerih bo živela. Ne samo v materialnem, pa v vsem drugem smislu, ampak čisto v tem osnovnem človeškem in tudi, če hočete, normalno človeško razmernem temelju, v katerem ljudje sodelujemo in smo pripravljeni drug za drugega stopiti vzajemno, da lahko živimo in preživimo. Ja. Gospod Remškar, vas kaj skrbi, ker gre družba v to smer? Seveda me skrbi. Namreč, seveda, jaz nisem tako poglobljen, kot je moj sogovornik, daleč od tega, ampak gledam pa kot zdravnik in kot oče. Seveda, jaz trdim, da je ta družba, ki je do sedaj, torej zahodna civilizacija, ki vendarle bila od antike in tako naprej, vedno v ospredju z razmišljanjem, z razvojem, z kulturo, z tehnologijo, zdaj krenila na stran pot, dobesedno. Torej, mi nimamo otrok, jaz bom namenoma rekel, izkoriščamo tujo delovno silo, ki jo tu plačujejo posamezne delovne organizacije katastrofalno. In to naj bi bil en model sodobne, demokratične, poštene družbe. Daleč od tega. Mimogrede, moramo biti pozorni, kaj pravzaprav v tem trenutku se dogaja konflikt med globalisti in suverenisti. Globaliste ne zanima družina, ne zanima nacija, ne zanima vere. Če to razgrade, imajo lahko vso oblast v rokah. Ampak pojavil se je Donald Trump, jaz ga v vseh svojih nastopih in tako naprej absolutno ne podpiram, vendar v tem smislu je pa dejansko na pravi poti. On bo svojim ravnanjem Amerika prva lahko povzročil veliko škode nam v Evropi, ampak zato smo se spet sami krivi. Nihče drug. Tudi Evropa prevzema oziroma lahko v določenih segmentih na tem področju, o katerem se pogovarjamo, skratka odnos do pravice do otroka je seveda izrojen. Če smem
v tem smislu še nekaj takih, rekel, preprostih opask. Jaz, ko se pripeljem, ko grem časih še zmeri delam nekaj kot zdravnik, minimalno, parkiram v Tivoliju in zjutraj grem iz Tivolija proti centru Ljubljane, tam skozi park Tivoli, in ne boste verjeli, jaz srečujem veliko očkov in mamic, ki, bom povedal spet, tako kot vidim, vlečejo otroka za sabo, sama pa telefon v rokah. Da ne govorim, da vidim veliko parov, z enim celo več psi. Seveda se je to lažje, do otroka imaš odgovornost, ampak spet, gremo nazaj. A je ta družba kdaj postavila, da sem jaz kot starš odgovoren, kako je z mojim otrokom? Ne, vedno je moral poskrbeti vrtec, šola, družba. Torej, sistem, v katerem smo mi živeli. Odgovornost staršev je na prvem mestu za vse to, kaj se dogaja z otrokom. Ne sošolci, ne okolje, ampak starš. To so moje izkušnje, to so izkušnje mojih sorodnikov, ki so vsi imeli vrsto otrok. In to pozabljamo in to nas zdaj tepe, lahko rečemo, ne? Poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej danes gostimo akademika doktorja Janeza Juhanta in pa Janeza Remškarja. Pa se zdaj le predstavimo še malce v te zdravniške vode. Gospod Remškar, ste že malce načeli prej tematiko, ampak res kaže se, da ima zdravstvo res velike težave. Če spomnimo, da je sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides že 15. januarja začel stavko do preklica, pa tega preklica do danes, torej do 2. decembra, še kar nismo dočakali, je preprosto neverjetno. Rešitve niso našli, stavkovna pogajanja tako načeloma še vedno tečejo, čeprav javnost o tem ne ve kaj dosti. Pred leti ste, gospod Remškar, dejali, da zdravstvena politika ne more biti ne leva, ne desna, da mora biti edini cilj delati v dobro ljudi in da imamo tudi krizo vodenja. In danes se stvari ponavljajo oziroma še hujeje. Niti se ne ponavljajo. Mi pravzaprav na pravo pot nikoli nismo šli. Namreč, evropske direktive na vseh drugih, praktično na vseh drugih področjih dirigirajo, kako je stvari treba urediti. Medtem ko področje zdravstva so pa prepustili posameznim državam. In mi tega nismo uredili od vsega začetka. Pa se vračam spet na to moje bivanje takrat v tisti skupščini. Ne boste verjeli, mi nekateri, nekaj nas je bilo zdravnikov, smo imeli veliko borbo za to, da smo prepričali tisto minimalno večino, da smo spet upeljali zdravniško zbornico. Zdaj se jaz ne spuščam v to, kako ta zbornica deluje sedaj. Ampak pred vojno smo imeli zdravniško zbornico, po vojni so jo ukinili do leta 90. Vse evropske države imajo cehovske zbornice, zdravniki nismo imeli. Skratka, ukinili. In smo bili že takrat nekako smatrani, bom namenoma rekel, iz levega političnega polja, kot, kaj bom rekel, neustrezni, da to zahtevamo. Poleg tega, mi nismo prišli do tega, da zdravnik ni državni uslužbenec. V celi Evropi to niso državni uslužbenci. Drugo. Tretje. Popolnoma nesmiselno je razmišljati v tem trenutku, da bomo mi samo z javnim denarjem pokrili vse potrebe. Cela Evropa je zaradi staranja, zaradi zahtevnosti pacientov, kar ni nič narobe, čeprav včasih so to zahteve tudi iz Googla prenešena, potem draženja farmacevtskih izdelkov, tehnologije, skratka, zmanjkuje denarja. In v Evropi so se lotili reform že pred mnogo leti. Ne boste verjeli, Nizozemci so realizirali leta 2006, delali so pa 20 let na tem. Ne s spreminjanjem tako, kot pri nas, samo malo popravimo zakon, pa bo šlo. Ne bo šlo. Rokavico je treba na teh področjih obrniti 100%. Skratka, nismo na pravi poti in mislim, da imamo vrsto držav. Nadaljujem. Razdrobljenost. Kaj to pomeni? Vsaka bolnišnica pri nas praktično dela vse. Zdaj govorim našim poslušalkam in poslušalcem. Moja izkušnja.
če nisem nekega postopka, ali naj bo to diagnostični ali terapevtski, delal zelo pogosto, sem se vedno na novo nekaj malega učil in sem bil nesiguren. A hočejo bolniki take zdravnike? Tu ni kriv zdravnik, da se razumemo, ampak sistem, ki je urejen tako, da je razdrobljen, da je pomembno. Zdaj pa sem rekel, kar morda malo hudoben do lokalnih oblasti. Za vsakega župana in okolje je važna njegova bolnišnica. Ne zanima ga pa, kako je s kakovostjo in varnostjo v tej bolnišnici. Zanima ga samo to, da ima tam delovna mesta. A je to normalno za bolnike? Ni. Glejte, spet govorim o pokvarjenosti, pritlehnosti te moje družbe. Skratka, razdrobljenost je nesprejemljiva, da nekdo dela 20, 30 nekih silno zahtevnih operativnih ali podobnih postopkov. V svetu je danes zelo jasno, da je moja zanesljivost, moja kakovost moje storitve neposredno povezana z volumnom mojega dela. Vse logično. Tam moraš imeti ogromno znanja, ker moraš ti pri operaciji tudi interpretirati, ali je to v redu ali ne. Poleg tega pa veliko spretnosti. In vse to samo z izkušnjami lahko dobiš. Skratka, in moram povedati, da sem vrsto let 24 delal na inštitutu Golnik, torej to je klinična ustanova, še vedno je. In ker sem delal med drugim bronkoskopije, je profesor zahteval, da vsak bronkoskopist v Sloveniji naredi najmanj 150 bronkoskopij. Ker, ko si šel z inštrumentom v pljuča, si mogel oceniti, kje je ta lokacija, to ni bil problem. Koliko je razširjen v teh sapnicah ta rak, je pa bilo že pomembno. Ali je taka operacija možna, ali ni taka operacija možna. Nadalje, namenoma razlagam zato, da jo ljudje vedeli, razumeli, zakaj je ta velika količina določenih postopkov pomembna. Skratka, pomembno je potem, kje si vzel material. A je ta material bil, je pokazal, da gre samo za vnetje, ali je pokazal, da gre tudi ob vnetju tudi za karcinom. In neštetokrat se mi je dogajalo, takrat smo imeli bronkoskopije na začetku sploh zelo težke, kasneje, ko smo imeli te upogljive inštrumente, so nekoliko lažje bile, smo jih delali v lokalni anesteziji, ampak še zmeraj bila silno neprijetna preiskava. Dobivali pa smo bolnike od vse posod iz Slovenije, ker so tam že naredili bronkoskopijo, pa je bil odzet vzorec nepoveden. Ni pokazal tistega. Ni pokazal. Skratka, bolnika smo matrali dvakrat. No, če nisem dovolj jasen, zakaj je ta volumen pomemben, prosim, jaz upam, da me ljudje oziroma poslušalke zdaj razumejo. To je izjemnega pomena. Ampak mi nismo sposobni, pazite, tukaj pa potem spet igra med vlado in določenim županom, ki je lahko na tej vladni strani, in seveda igra, ali bo to kakšna reorganizacija bolnišnice ali ne. Ne nazadnje, namenoma to rečem, čeprav sam prihajam iz Gorenjskega. Na področju 60 km Ljubljana, Kranj, Jesenice imamo 3-krat ginekološko porodniško službo. A nam to kaj pove? 3-krat. V najslabšem primeru je to pol ure vožnje z reševalnim avtomobilom v največji nuji. In itak se zmišljujejo, kje bodo rojevale. Vse ostaje. Sej smo zdaj na področju, ki je problematično za nas. Ja. Ampak pač to je mi pri roki in to je slika, kako je pri nas pravzaprav vse neurejeno, razdrobljeno. Skratka, naštel sem kar nekaj. Pomembno pa je, da imamo te urgentne centre posamezne, ne? Glejte, na prvi stopnji, recimo. Zdaj, ampak spet smo pri tistem. Ko sem jaz na ministrstvu, odkrito povem, nisem programiral kot odgovorni urgentnih centrov, takih, kot so sedaj, v Ptuju, Trbovljah in Brežicah. Zakaj? Zaradi tega, ker na tistih lokacijah je zelo blizu, seveda, večji center. In prevoz v tak manjši center pomeni, da bodo določeno diagnostiko tam naredili,
Potem bojo pa mogli zaradi spet neizkušenosti pošiljati naprej in bo samo zadržek. Ne ugovarjam temu, da so jih postavili, vendar ne v enakem obsegu kot na najvišjih centrih. Spet rabiš ti, da si resen urgentni zdravnik, veliko izkušen. Zdaj pa mimogrede, dajte, zdaj ne vem, kje sem ujel, da je bil razpis za te urgentne zdravnike. Saj sta se samo 2 prijavila, mislim, da je bilo pa 20 mest prostih. Za specializacije, Na specializacije. Zakaj? Zato, ker je to stresno delo. To je naporno delo. Namreč, za razliko od drugih, no to mogoče bi bilo se dotakniti tudi zakona o kakovosti. Ko si ti po noči sam, si sam svojo vestjo in to je neprimerljivo z nekim inženirjem, ki dela most, strašna odgovornost, vendar on ne dela most preko noči. Ne gre v tistem trenutku za življenje. On pokliče enega strokovnjaka, pokliče drugega strokovnjaka, pa misliš, a smo to prav zračunali in tako naprej. Na končni izvedbi je pa to seveda most, je lahko siguren, lahko pa tudi nesiguren. In ne štejejo minute, ne? Ampak zdravnik je pa v tisti noči, govorim predvsem o dežurstvu, popolnoma sam, s svojim znanjem in svojo vestjo. In to je silno stresno, verjemite mi. Ne poznam zdravnika, zdravnice, ki ga to ne bi obremenjevalo. Vedno imaš opravka z življenjem in to je izjemen stres. In če se le da, v takem vrednotenju našega dela se moje kolegice, kolegi, mlajši seveda temu izognejo. Ampak, gospod Remškar, morda vseeno tukaj zdaj en vaš razmislek, kaj smo naredili narobe, da se ta stavka nikakor ne konča, oziroma saj ne vem sploh, kako dejansko poteka. Jaz imam občutek, da zdravniki več ali manj kar delajo. Ampak vseeno, zakaj ne zaprejo te stvari, kje je tukaj razlog, ali ministrica enostavno nima pravega pogleda, čeprav načeloma naj bi poznala stvari, ali nima mandata strani vlade, ali je Fides zahteven po svoje? Jaz mislim, da je tu enostavno v ospredju, bom zelo lepo enostavno povedal, kaznovanje zdravnikov. Iz takih ali drugačnih razlogov, ker nismo poslušni. Nič drugega. Skratka, in to, da se jih pravzaprav v tistih osnovnih problemih, ki se rešujejo, praktično ne konzultirajo. Končne odločitve so vedno na ministrstvu, tudi sedaj, mislim, apropo kakovosti, to je katastrofa, kar se je zgodilo, morda bomo kakšno besedo o tem rekli. Skratka, mislim, da je proces delovanja, sodelovanja pri nas v tem trenutku na nuli. In kot sem omenil, tudi že Nizozemci so delali resnično reformo 20 let. Pri nas pa pride, torej ena vlada nekaj spremeni, pride druga vlada, tisto že dogovorjeno vtakne predal, vse na novo, ker mi bomo pa boljše naredili in to se nadaljuje iz leta v leto. Jaz sem bil 5 let na ministrstvu in stalno se mi je to dogajalo. Jaz bi dodal k temu samo to še, da dejansko to, kar ste zelo dobro izpostavili, odgovornost je pravzaprav na vseh področjih ključni problem. Ta vlada ne počne nobene stvari. Poglejte, kako se urejuje zadeva sodnikov, kako se urejuje zadeva pokojnin, kako se urejuje druge zadeve, pa tudi seveda na področju zdravstva. Skratka, vse povsod je neko stihijsko delo, ki je pa obenem še, poleg tega, da ni, saj bi rekel, demokratično, je še pristransko, samo za nekatere ljudi in seveda to popolnoma našo družbo pelje v nek propad in ne verjamem, kako bomo sploh iz tega lahko išli. In še to, da recimo je potem prepoved dela zdravnikov pri zasebnikih ali pa kaj podobnega. Torej, da se razumemo, te stvari nimamo urejenih. Definitivno. To moram biti toliko kritičen tudi do sebe oziroma svojega poklica, svojega ceha. Ampak to se da urediti. V Evropi se zavedajo, v svetu se zavedajo, da čim je javni sistem in to more obstati, javni sistem more stati in obstati, ne more biti posameznik toliko plačan, kot pa nek izjemen inženir, umetnik ali kdorkoli. Ker je
na tržišču. V javnem sistemu ne moreš biti na tržišču, čeprav del pa bi moral biti tudi v tem smislu. Skratka, in zato v resnih sistemih so to uredili. Pa bom kar povedal avstrijski sistem, ker sem zdaj v zvezi s tem zakoni in tako naprej sem v kontaktu z avstrijsko Koroško. Tam so naredili eno zavarovalnico, pa nas se govori samo ena, pa to je kritika iz desnice, sem korekten. Tam so iz več zavarovalnic naredili eno zavarovalnico, vendar ta zavarovalnica je res zavarovalnica, ne tako kot pri nas, ker samo blagajna pa delitev denarja. Zavarovalnica se tam pogaja z izvajalci, koliko bojo naredili, kakšno kakovost imajo, kakšno ceno in tako naprej. Zavarovalnica s posamezniki. No, in tam imajo dovoljeno, da tisti zdravniki, ki so se res izkazali po podatkih, mi nimamo nobenih podatkov, a sem jaz dober, a sem slab. Jaz osebno, kot zdravnik, da se razumemo. Po podatkih lahko delajo tudi v zasebni ordinaciji. Zelo pomembno. Ampak to delo je izključno na plačilo iz žepa ali pa na dodatno zavarovanje. Zdaj pa vsi zdravniki v Avstriji, tisti, ki so dobro plačani, tudi v državnih službah in ostali, ki imajo dobre dohodke, morajo biti obvezno dodatno zavarovani. Obvezno. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da je ta storitev dražja, za izvajalec dobi več in takojšnja. S tem se naredi tudi prostor za druge iz obveznega zavarovanja. Konkretno, v razgovoru in lansko leto je kolega Jurij Gorjanc predaval na Svetovnem slovenskem kongresu in je bil konkreten. Če ima tak, ki se mora biti dodatno zavarovan in je za družbo pomemben, težave, je takoj operiran. Takoj pride v ambulanto, če treba, takoj potem iz ambulante operiran. Za denar, oziroma v tem primeru, ker sem rekel, ker so obvezno dodatno zavarovani, ti, ki imajo dobre dohodke, na posebni polici. Ampak glej ga zlomka, kaj se pa v nadaljevanju dogaja. On lahko toliko ur naredi v tej moji zasebni ordinaciji, ko pa ugotovi, da ne more več tam rešiti tega problema, da ga more dati v bolnico, ga pa lahko da, oziroma ne lahko, mora dati izključno v svojo bolnišnico. Pazite, izključno v svojo. To se pravi, tukaj pa je konkurenčna klavzula. Ampak kaj pa to za bolnišnico pomeni? To pa za bolnišnico pomeni takoj 1500 evrov več po posameznem postopku. Njemu se pa tudi pustijo tistih 3000 dodatnih 1500, da on porazdeli tistemu, ki se on odloči. A si vi kaj tazga predstavljate pri nas? Poglejte, kje smo. Prvič, ne moreš imeti rezerviranih postelj v svoji bolnišnici, kaj pa se ti greš, bi rekel? Svoj v tem smislu, tam, kjer si zaposlen. Tam, kjer si zaposlen, v javnem sektorju. Na drugi strani pa seveda ne gre, torej ne moreš ti deliti tistih 1500 tistim kolegom, enemu, dvema, ki sta dodatno pridna. On je rekel, nobenega problema ni, ker je nekaj gospa kirurgin pri njemu in jim odgovarja, da niso dodatno obremenjene. Kolege mirno plača. Mora pa biti pošten pri tem. Kot Cukrček vam povem tako, ja, lejte, pošten. Če ni pošten, jaz imam izkušnje iz ZDA, potem, če nisi pošten, stvari ne, kot pravimo preprosto po slovensko, ne klapajo in tebe odstavijo, da se razumemo. Trg naredi svoje. Bom to nekaj še par besed povedal v tem zvezu. Skratka, jaz sem to, minister Volč je bil na začetku mojega mandata, ko sem bil direktor na Jesenicah in je zahteval, da največ 20% tam, kjer imamo veliko zdravnikov, dobi tisto stimulacijo. Jaz sem prišel gor s to novico in dva šefa, ki sta imela interne, pa kirurgije, ki sta imela res veliko zdravnikov, sta rekla, direktor, to ne bo redo. Sem rekel, lejte, moramo narediti. Smo naredili, seveda je bilo takoj prepir v hiši, kajti takoj sem jaz mojega spoštovanega sogovornika, akademika, vprašal, a si ti tudi dobil to stimulacijo? In je bil prepir. Imam hči čez lužo, nespodobno je kogarkoli vprašati, ker ona se izključno samo z najvišjim pogovarja, koliko plače bo dobila. In nihče ne ve. Za
cukrček spet dopolnim. Ko sem jaz skušal spremeniti na Onkološkem inštitutu, nagrajevanje tistih, ki delajo na področju sevanja. Torej, pri nas je področje sevanja označeno s tistim znanim znakom, okroglim pa rumenimi trikotniki in vsi za tistim obročjem so v območju sevanja, vsem pripada dodatek. Halo? Tam sem jaz Mojco vprašal, sem rekel, Mojca, daj mi malo podatkov dobiti. Pravi, oče, jaz se tudi vprašati ne upam. Sem rekel, daj reči, da imaš očeta iz tamskega socialističnega sistema. Se pravi, hči je zdravnica, da profesorca je, da ti težim in tako naprej. Pa mi pa čez 14 dni napiše. Pravi, oči, nobenih dodatnih, pri nas imajo krajši delovni čas, dodaten denar in zato seveda inštitut veliko denarja za te potrebe da, ker moraš potem še več zdravnikov zaposliti, če ti krajši delovni čas delajo. Več dopusta tudi. No, skratka, napisala, nimajo ne dopusta, ne denarja, nič, ker delajo za svinčenimi stenami. In tudi na Onkološkem inštitutu, tam, ki je bolnik obsevan, je čist fiksiran, ker je to obsevanje izredno natančno, to moram reči, je strokovno izjemno zahtevno delo, da se razumemo. Bolnik je tam fiksiran, ko greš ven, zapreš vrata in naštimaš aparat, da pač da tisto sevanje, kad je predvideno. In si varen. Če samo primeš kljuko in ne pritisneš, aparat neha delati. Skratka, jaz za tistem zad ne dobim nič. Imamo zdravnike, ki so traumatologi, ki ravnajo kosti, morajo pod rentgenom delati, kardiologi s katetrom in tako naprej. Ampak to je druga situacija kot pri tem. Skratka, in rezultat je bil tak, da sem dobil celo podatke iz Evrope, samo Italijani pa Avstrijci so še imeli nekih dodatkov, drugače pa nis. Noben drug. Skratka, in tudi tega nimamo urejenega. Ni pošteno do ostalih sodelavcev. Ja, hvala lepa za to izčrpen pogled v poglavje zdravstva. Ampak bližamo se koncu oddaje, zato bi rada zdaj res ob koncu rekla samo še, s kakšno kondicijo se zaključuje doba leta 2024 v Sloveniji po vaše, če se zdaj morda osredotočimo pa na vajin pogled na ta del družbe, ki ga vidva zastopata. Recimo morda, kot smo recimo upokojenci, kaj ne, ali pa kot ste upokojenci, no, da se ne bo čudno slišalo, ali pa profesorji, recimo morda en pogled na kratko. Ja, jaz bi rekel, da seveda marsikatere stvari kažejo na velike probleme, ki jih ne obvladujemo in tudi velike zadeve, torej v teh sistemov, o katerih smo govorili, kar zadeva seveda življenje. Mislim, da povprečno življenje vendar seveda različno imamo ljudje, tudi recimo upokojenci imamo zelo različne pokojnine, zdaj se nekako te razlike skušajo še bolj zaostriti oziroma povečevati z nekaterimi, za moje pojme, popolnoma neutemeljenimi razlogi. To seveda slabi nekako družbeno kohezijo in rekel bi rad, da je škoda, da vlada vendarle ni poskrbela z svojim delom, to, kar je prej kolega lepo izpostavil, da če so bile nekatere stvari že zapeljane, recimo najbolj taka očitna je pravzaprav, da so tisti prispevke za delavce ukinili, ki so bili pravzaprav vsaj nekoliko osnova za boljše plače teh ljudi in tudi kar zadeva recimo tuje delavce, tudi te stvari so pri nas dokaj neurejene in žal, če ni reda v državi, so potem najbolj šibki, vedno najbolj izpostavljeni in to je škoda, to ni prav, to je tudi na nek način
slaba popotnica za Slovenijo kot državo, če ne bomo teh stvari urejevali, dolgoročno nimamo življenja. Na drugi strani bi jaz rekel, da vse te stvari pa ljudem odpirajo oči, to vidim nekako, če hočete, vendarle neko prednost ali pa če hočete vsaj neko svetlobo, ki se pojavlja, da pravzaprav ljudje vidimo, kje smo, kaj smo in da se bomo tudi, sem prepričan, v prihodnje drugače odločali. Veliko stvari je potrebnih še v tem smislu narediti in seveda kot tretje, da se ljudje tudi organizirano upiramo temu takemu delovanju, bodisi preko civilne družbe, bodisi tudi preko različnih ustanov. Mislim, da ima tudi cerkev tu izjemno pomembno vlogo. Opozoril bi tukaj recimo na to, kar je posebej ljubljanska škofija v zvezi s tržnico kot Plečnikovo dediščino in tudi z vsemi ostalimi zadevami, bodisi to frančiškansko cerkvijo, ki je pokopana pod tržnico, pa potem tudi z vsemi temi vdori vode, torej temi nestrokovnimi zadevami, potem seveda tudi ta kanal, mislim, da je to nesprejemljivo, kar se dogaja in vedno bolj bomo ljudje čutili, da se je treba tu dejansko postaviti za svoje stvari in da brez tega, Krek je že v takratnem času rekel, pač želi bomo mi na jugu samo tisto, kar si bomo sami pridelali, nekako to velja tudi za vse te zadeve. Skratka, potrebno se je postaviti na svoje noge in mislim, da moramo tu dejansko stopiti, tudi skupaj se povezati in kot rečeno, vesel sem tega tudi recimo, da je ljubljanska škofija tu zelo odločno nastopila, kar zadeva to zadevo. Mislim, da pa tudi druge stvari, to tudi kar zadeva recimo pokop teh žrtev, da so to stvari, ki jih moramo narediti. Zdaj smo nekako v pogovoru s predsednico vendarle nekako uvideli, da je to nujno potrebno, ampak še vedno so neki zadržki za nekatere, ki so popolnoma nerazumljivi, zakaj ne to v Ljubljani, kjer je pa vendarle dovolj prostora in kar tako recimo en človek tega ne more odločiti, ampak očitno so ljudje v zadju, ki ga pri tem podpirajo in jaz mislim, da je prav, da o tem govorimo, da se zavedamo, da ker smo ljudje, je normalno, da morajo biti Romi in tudi žrtve iz Macesne Gorice pokopani. Vsakemu človeku pripada to dostojanstvo, pa kje smo, da v 21. stoletju ne nočemo ali pa nočejo nekateri ljudi pokopati. Mislim, to je pravzaprav popoln zdrž osnovnega človekovega dostojanstva in mislim, da te stvari moramo narediti. Ampak jaz mislim, da vendarle uvid vedno bolj raste, ljudje, tudi stroka, recimo komisija je odločna za to, da se to tako naredi, da se to naredi v Ljubljani, kakor so tudi pripadniki recimo nemških ali pa italijanskih sil pokopani v Ljubljani, čeprav so nas okupirali, pa preganjali, pobijali in tako naprej, ampak prosim, ko so mrtvi, je potrebno ljudi pokopati in to zagotavlja tudi dolgoročno življenje. Jaz mislim, da vse te stvari nam zvonijo, nas opominjajo in vidim tudi korake, da ljudje to spoznavamo. In to mi je upanje za prihodnje leto. Gospod Janez Remškar, kaj pa je za vas svetla luč minulega leta? Jaz moram reči, da nisem tako optimističen, kot je moj spoštovani sogovornik, ki ima v tem pogledu sigurno veliko več znanja v pogledu vse stvari. Jaz moram reči, da me ne more nihče omejiti glede tako imenovanega sovražnega govora. Razen, če jaz nekomu grozim in tako naprej. Vse ostalo mi more pa demokratičen svet dovolj, da povem, kaj in kako mislim. Ampak, glejte zlomka, spet gremo v smeri tako imenovanega proslulega 103. člena kazenske zakonodaje v bivši Jugoslaviji. Skratka, to se razrašča. To se enostavno razrašča. Prvi problem, za katerega jaz nisem tako optimističen. Ljudje so pa preveč pasivni in jaz mislim, da je ena od nalog Zbora za republiko tudi, da na to pokažemo, da nas je levica, politična levica, ki more biti
Ne moramo vsi enako razmišljati. Pasivizirala, sej ta politične stranke, sej niso nič vredne in tako naprej. Skratka, vse so to razgradili. Jaz sem silno zaskrbljen, zaradi tega, ker Slovenci izgubljamo svojo identiteto. Mislim, da je treba se vrniti na pravo pot, da Slovenci smo, obstojamo, imamo svoj jezik, imamo svojo kulturo, tudi, poudarjam, na krščanskih temeljih zasnovano. To je nesporno in kaj imamo vse za pokazati ravno zaradi te naše kulture v preteklosti. Skratka, moram reči, da nisem optimističen. Hvala lepa obema za sodelovanje v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Veliko novih spoznanj smo slišali, hvala lepa. Lep pozdrav tudi vam. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno. Spoznanje več. Predsodek manj.